Nagrada za najboljše literarno delo po izboru Društva slovenskih literarnih kritikov. Posesili živ je bolj kot kakšno besedilo v moji ideji en izbruh vseh misli, dogodkov, pripetljajev, idej, ki so se porajale v moji relativno zmedeni glavi v 8 letih kmetovanja, oziroma bolj proti zaključku teh 8 let, ko se mi je zdelo, da se zmeraj bolj reči, ki se dogajajo na moji kmetiji, postavljajo v malo širši kontekst in da jih tudi lažje razumem. Se pravi, to je ena pripoved ene osebe, ki se je začela ukvarjati z kmetovanjem v enem zelo hecnem času klimatskih sprememb. Bila na začetku zelo zmedena, potem pa s časoma ugotovila, da skoraj da ve, kje tičijo težave, in ko se je to zazdelo, je začutila eno zelo močno potrebo, da to pove naprej. Zdi se mi, da me nenehno, kot da malo meče sem in tja za vsako novo knjigo, ki jo preberem, za vsako novo avtorico ali pa avtorjem, ki jih spoznam. So pa pač nekateri tipi pripovedovanja, ki so mi od nekdaj blizu in ki pač se nenehno vračajo, tudi se mi zdi k mojemu načinu dela oziroma k pisanju. Med pisanjem so zmeraj prisotni in to pač so predvsem pravljice, neki tudi pač deli ljudskega izročila, čisto tudi ustnega pripovedovanja in od tukaj naprej Italo Calvino, ki je v mojih očeh v prvi vrsti zbiratelj pravljic, in sem bila zelo vesela, ko smo tudi v Sloveniji dobili pač njegove italijanske pravljice, njegov nabor, in pa ta pač latinsko-ameriški pridih, mogoče nekega magičnega realizma, če res želimo temu tako reči. To so mogoče pač načini pripovedovanja, upovedovanja, ki so mi dali pogum zato, da pač lahko, da so neki pristopi legitimni, ne, tudi v pač nekih žanrih, ki se zdijo zelo resni, ne, mogoče pač esej ali pa roman ali pa karkoli, da tudi se ti lahko včasih malo sfuzla, kot se lepo reče pri nas. Ko sem prebrala ta del recenzije, sem kar tako malo poskočila v sebi, ker se mi zdi to en ključen poudarek, no, vsega, ne samo pač mojega besedila, ampak da smo pozorni na to, kako o rečeh govorimo, kakšne besede izbiramo in kakšne besede so drugi izbarali za nekatere reči. In pač na področjih, s katerimi se ukvarja moja knjiga ta hip, tak kmetijstvo ali pa, ne vem, ekologija, trajnostni razvoj, če zdaj uporabim vse te velike besede, imamo pač pogosto to ukano jezika, ne? Pogosto nas želijo ukaniti z nekimi besedami, ki zvenijo zelo strokovno ali pa zelo natančne, ne, se zdijo. Potem pa začneš kopati, kaj je za njimi, pa vidiš, da je en sam blef. In v bistvu sem se tega koncepta zavedla bolj proti koncu knjige in ugotovila, da čisto intuitivno, pač res kot kmetica ali pa kot avtorica, na nekih področjih uporabljam čisto določeno tipologijo pač besed in če, ne vem, isti pristop, recimo naštevanje, uporabim na enem polju z nekimi besedami ali pa na drugem polju z nekimi čisto drugimi besedami, isti pristop dobi popolnoma drugačen zven, pa tudi čisto drugo vzdušje lahko ustvari. In sem se spraševala, zakaj je to tako, in odgovor tiči v tej ugotovitvi iz te recenzije. Zato, ker pač mi intuitivno, naše telesa, naše misli, naše duše se na nek način, na nek zelo določen način odzivamo na neke zelo določene besede in kako so te besede vtkane v svoje okolje, v svoje stavke, v svoje povedi, v svoje zgodbe. In zelo hitro razumemo na neki
intuitivni ravni, ampak vendar razumemo, kdaj gre za blef, kdaj pa gre za tisto lepo besedo, ker lepa beseda je pač, vsaka beseda je lepa točno toliko, kolikor je natančna. In ja, to je en koncept, ki med pisanjem ni bil programski. Sem pa vesela, če je na koncu se vendarle izkristaliziral tako, da ga je tudi recenzent opazil.